Živijo in ponovno pozdravljene z mojo novo gostjo, Natašo. V bistvu nisi nova, ne? Pri Maruli si že stara, tle si nova. Midve so se spoznali nekaj let nazaj v eni marketinški šoli, od takrat uspešno sodelujeva, se podpirava in sem res hvaležna. In si res tudi večkrat izkaževa to hvaležje. In hvaležna sem, da si moja gostja na temo, samo da preverim, snemamo, okej, na temo samozavesti, tokrat malo drugače. En tak drugačen pristop boš ubrala, a ne, da ni samo kot mentalna stvar, ampak naslov je Samozavest prihaja tudi iz telesa, tako da to boš mogla še meni razložiti. Ja, živjo, Lep Nataša. pozdrav tebi, Darja, in vsem, kaj naj gledate. Ja, mogoče pač vsako malo vprašam njeno zgodbo v zvezi s temo, pa boš sama se zdaj odločila, a boš to najprej povedala, ali boš povedala, kdo je Nataša. Se pravi, ti si ustanoviteljica podjetja Beauty Glow, pa že dolgo nisi samo učiteljica obrazne joge, a ne, še marsikaj počneš, tako da najboljše, da kar ti poveš. Evo, hvala lepa, Darja, za tale uvod, hvala lepa, da si me spet povabila, si štejem res v čast in tako, kot si ti povedala, tudi jaz zelo, zelo hvaležna za najino sodelovanje. Ja, kdo sem jaz? Jaz sem, bom tako rekla, pač res po moje večna raziskovalka dobrega počutja, naravne skrbi zase, predvsem povezovanja same s sabo. Začelo se je pa vse skupaj z v bistvu rojstvom prvega otroka zares, a ne. Ker sem začutila, da pač v življenju želim vnesti neke spremembe, da so mi določene stvari se začele drugače v bistvu, drugače sem jih začela doživljati in sem vedela, da rabim malo bolj sebe začeti raziskovati. To se mi zdi, da se dosti mamam zgodi, no, ko postanemo enkrat. In takrat sem potem tudi začutila, da koliko je pomembno, da začnem meditirati, tako najprej sem začela meditirati, da sem, pa čeprav mi v začetku sploh nisem vedela, kako in kaj, ampak sem kar zaupala, da je prav. In sem videla, kako sem se že v bistvu res začela umirjati in tudi dih sem poglobila, a ne, med meditacijo. Potem se je pa začelo kazati vedno bolj, kaj vse me v mojem življenju moti, na način pa ne tako moti, ampak sem začela bolj te stresne situacije v službi, kar bolj so me trigirale, kakor prej, ker sem bila kar v enem pač okolju, ki mi je bolj normalno, potem sem pa čutila, da je pa vedno malo večji odpor, ampak sem nadaljevala seveda s tem in raziskovala sebe. No, potem prvi res največji preboj bil pa rojstvo drugega otroka, kjer sem pa res zaradi teh, tako kot bomo tudi danes veliko govorili o telesu, telo je bilo res utrujeno fizično, pri prvem mogoče malo bolj mentalno, ker postaneš mama in začneš res tako vse stvari na novo doživljati, pri drugem bo pa nespanje, ne, tako kot vedno poudarjajo, koliko je pomembno spanje, če človek nima kvalitetnega pa dosti dolgega spanca, da to zelo vpliva na samo življenje in meni se je to res kazalo. In se spomnim enega trenutka, saj je bilo več stvari, ampak prav ta trenutek se mi je tako usidrilo telo in verjetno tudi nekje v telesu lahko še kakšen, a ne, če bi šla res globoko, kdaj ga še, mislim, začutim ga, ke se ga spomnim. Ko sem prišla eno jutro pred ogledalo in ke sem se videla, pač ke da se je v trenutku ustavil en čas in videla, začutila sem prek obraza svojo utrujenost, kako je moj obraz kar tak siv postal, brez življenja, čeprav sem bila najbolj hvaležna in vesela, da sem bila mama, ampak pač te neprespane noči nonstop so se res nalagale. In takrat je bil en po moje breakthrough pri meni, ke sem rekla, nekaj moram narediti, nekaj želim narediti. No, in potem se je začela ta pot, da sem po moje v parih dneh naletela na obrazno jogo in sem v trenutku sem vedela, jaz bom to probala. Pa sem slišala že, ne vem, 10 let nazaj za to, a ne, prvič pa me ni. Tako da takrat se je začelo vse skupaj potem res to razvijati, začela sem sama delati, videla sem takoj spremembe na počutju, na videzu, vse se je začelo nazaj sestavljati. In potem zdaj sem šele začutila, kako se mi v bistvu tudi preko otrok
aktivirala tudi povezava z ljudmi, to, kar ste danes delali, od Maje, ker sem pri prvi hčerki, v bistvu, ko se je rodila, začutila, jaz sem tako prav njene dlani, ko sem imela, je bila ena taka neverjetna energija, ki je bila čisto zrenča, sem rekla, kaj boš ti delala s temi dlanmi, kako so tople, kako so energijsko močne. To sem čez leta ugotovila in se je v bistvu meni prek nje to aktiviralo, ne. Ker pa danes res v bistvu delam z ljudmi, obožujem delati z ženskami, z njihovimi obrazi, s celim živčnim sistemom. Zdaj sem šla v bistvu tudi se poglabljati še v trebuh, v bistvu notranje organe, činejca in pa toksin. In v bistvu mi je to, da se ženska res, da je ženska se nauči najprej res poskrbeti zase, ne s torbicami za 500 evrov, ampak poskrbeti res od znotraj, da nismo več tiste, ki samo, danes je veliko ekstremov, a ne. A res gremo čisto noter, pa pozabimo na vse, ne, še vedno je treba skrbeti, a ne, tudi za fizično telo in tako, a ne. Ne samo mentalno. Po drugi strani pa spet drugi ekstrem, da pa samo gledamo to škatlico, kako bomo najlepše okrasili, katero mašnico bomo dali, noter lahko pa že vse začne gniti, a ne. In to tudi ni, a ne, ni to način. Tako da meni je to res ena taka strast, da ženske najprej, da postanemo dovolj same sebi, da začnemo se povezovati z obrazom, da ga pogledamo s čisto drugimi očmi, kakor smo bile navajene skozi vsa ta leta, ke nam je lepotna industrija, a ne, govorila, na kakšen način moramo gledati na svoj obraz, in telo in vse skupaj, da zdaj začnemo na drugačen način in da vzamemo tisto, kar začutimo, da je za nas, in ne, gradimo, povečujemo pač na tak način. Te stvari. Ja, ta celosten pristop se mi zdi meni tudi Ja. všeč pri tebi in je res, se mi zdi, edina prava pot. Tudi vizija Marule je, da se dobro počutimo celostno, navzven, navznoter, in koliko je pomemben ta notranji svet, a ne. Pač džabe, da imaš ti neko nategnjeno kožo, če nisi okej, a ne, tako da se mi zdi prav, da tudi tukaj vedno poudarjamo ta notranji svet, da se vse vrti okrog tega in ja, super. Kaj pa samozavest pri tebi? Ja, Recimo. evo, samozavest se je pa tudi, bom rekla, tudi s to mojo zgodbo začela precej spreminjati. Jaz sem bila od začetka zelo, kako naj rečem, bolj tiha miška, ke sem bila mlajša punca. Tudi dostikrat se spomnim v šoli, pol se mi je kasneje, ke sem kasneje šele faks, pa še pol kasneje se mi je začelo počasi to odpirati. Prej sem vedno bila raje tiho, ne, da ne bom kaj vprašala, da ne bom kdo pol kaj čuden mislil, pač vse žive stvari nam grejo po glavi. Ampak meni se je potem začelo to toliko spreminjati, in ke sem začela na tak način tudi s sabo delovati, jaz sem prav rekla, pač joga obraza, jaz pravim, da vsakemu, ali pa katerakoli praksa, ke jo res tako ponotranjimo, nekaj odpre. In meni je definitivno obrazna joga odprla grleno čakro. Ker se mi je kar tisto, v bistvu vse, kar sem nosila v sebi, je kar naenkrat samo odpadalo in je bilo tako, zakaj bi jaz se zdaj, zakaj jaz ne bi povedala na spoštljiv način svojega mnenja ali pa, ne vem, se izrazila, zakaj ne? Tako pač kar odpadalo je. In če bi mi kdo rekel pri mojih 20-ih, da bom tako kot ona živela, bi se verjetno nasmejala pa A rekla, res? da si malo nor. Ja, zaradi tega, ker je bilo polno enih napačnih prepričanj pa blokade verjetno tudi v telesu, ne samo mentalne. Ja, To pa ja, v no, bistvu, ke pa začneš delati, pa kar začne odpadati tudi, a ne, saj o tem bova tudi danes govorili. ja, super, super. Ja. Ja, nič pojdiva kar na temo samozavest, tako stres, tudi napetost, vpliva, in pa ta sodobni tempo vpliva na našo lepoto, energijo, a ne. In pa prej si omenila, in tudi to sem zaznala v opisu tvojega predavanja v prvem stavku, cilj ženske naj bo, da bo prvotno dovolj sama sebi. Pač to se mi zdi, da se itak tudi sklada z našim imenom, zavetje o sebi, in samozadostnost je ena taka vrednota, ki jo jaz zadnja leta ful zasledujem, pa je nisem imela, se mi zdi, včasih, no. Sem kar bila ena princeska, pa sem mislila, da morajo drugi, a ne, poskrbeti. Kako si ti s tem? Kako ti je ta pač? Ja, to je definitivno stvar, ke jo jaz tudi gradim, a ne, z vsakim letom naprej. Vedno bolj jo razumem, pač kaj to pomeni, in se mi zdi, da nikoli ni konca, da je to pač ongoing zadeva, ampak je pa ful fajn, če si malo toliko ozaveščen pa toliko delaš introspekcije, da razumeš, kje si bil pa kam greš.
tako, jaz bom pesna rekla, ful spodbujam povezovanje, tudi da ni individualizem preveč v ospredju, ker to je bil vsa ta leta in vidimo, kam smo prišli in ni v redu. Tako da jaz sem zelo odprta za povezovanje, pa isto misleči, pa da gradimo skupaj, to mi je v bistvu ful boljš, kakor biti sam, pa jaz to in to je to. To je sploh ne vidim. Ampak po drugi strani, druga pas, ki se pa dogaja, pa to, da pa preveč lahko začnemo dajati upe drugem, ne, nam bo ta pomagal, ta izdelek ali pa ne vem, ta storitev ali pa ne vem, toliko ljudi, kakorkoli največ pa pač dajemo na tisto, kar nam v bistvu lansirajo iz pač različnih virov, kar nas tudi tako v bistvu prepričajo. In tam je pomembno, da imaš tisti nek svoj steber in znaš sam izbirati. Ta izbira se mi zdi ful pomembna. Ja, Ja, ne, ja, ne, ja, ne. tako. Ja, to. Te zdrave meje, a ne. Ja, tako. Praviš tudi, da veliko žensk v bistvu izgubi samozavest, ker izgubijo stik s sabo. In to sva imela enkrat v enem pogovoru tudi z Romano, psihologinjo, ki je prav specializirana za izgorelost in da je v bistvu tudi izgorelosti zaradi tega največ, a ne. Kar se mi zdi pa najboljš pri tem, je pa, da se lahko vsak dan, da v bistvu ni prepozen, da vsak dan se lahko odločimo drugače, a ne. Odločitev je najbolj pomembna, ne. Ja, in da, tako kot si rekla, pač vsak dan se lahko odločimo drugače, ampak nikoli pa ni pač konca, ker je vedno lahko še več stika ali pa še več smo lahko v trenutku, a ne, kar se meni zdi zelo pomembno. Tako da ja, evo, greva na predavanje. Ti boš omenila, se pravi, sodobnost, malo realnost sodobne ženske, pa to, da si telo vse zapomni, spregovorila boš, kakšno vezo ima čeljust s samozavestjo, mogoče kakšno vajo, in pa kako se lahko podpremo, in jaz ti predajam besedo. Hvala. Ja, v bistvu, a ne, moramo se zavedati, da pač življenje, mislim, pač čas, v katerem živimo, res od nas terja zelo veliko, a ne, na ogromnih področjih, sploh, saj smo to že tolikrat govorile v različnih in v podcastih in povsod se o tem govori, pač preveč vlog nam je v bistvu naloženih in vseh hočemo biti perfektne. To je prvo pač zgrešeno neko mišljenje in enostavno pač to ni zmožen noben in prelej se pač da pozna, ne. Tako da nekako spustiti ta neka merila perfekcionizma, tako da tukaj ne vem, kako bi temu rekla, ampak res vsak dan dati ta rožnata očala dol, sploh ko gledamo socialna omrežja, da pač to ni realno zaresno, to se moramo zavedati in čim manj probati se primerjati, a ne. Nekako, da probamo čim bolj tekmovati, če že, sploh ta beseda mi ni všeč, ampak same s sabo, a ne. Tudi tukaj je trik lahko hiter, ne, ke gremo spet, ne, sploh če smo v kakšnih takih poslih ali pa kakšne športnice, ke itak morajo skozi prek sebe tudi, a ne, je lahko hitro čez mejo, ampak prvo ja, čim manj z drugimi se primerjati, vsak ima svojo časovnico, svoje načine in predvsem to, da si izberemo pač tiste stvari, katere moramo imeti neke stvari v življenju, v katerih res uživamo, a ne. Sploh ženske po 40, se mi zdi, ko se začne ta perimenopavza pa menopavza in tako, to je res obdobje, ke nam ponuja en tak močen razcvet, če skrbimo, če gremo v stik s sabo, če začnemo delati stvari, ke nas polnijo, ker drugače pa v bistvu res pride do izgorelosti, hormoni se nam čisto podrejo in vse gor dol, a ne. Tako da je zelo pomembno, da v tem času izbiramo, tako kot sva že prej omenili, izbiramo, ne vsega, izberemo, okej, to nam je pomembno, ta trenutek saj tudi lahko menjamo, a ne, vloge. Določeno obdobje rečemo, okej, damo zdajle družina na prvo, potem, a ne, je malo bolj mogoče posel, v glavnem, a ne, saj ne da zdaj drugega čisto pustiš, ampak da ni vse hkrati. Potem pa, da začnemo tudi redno prihajati v telo. V telo je treba prihajati, ker telo v bistvu nam ful pokaže, ampak mi, če smo v tem tempu, tako kot smo, a ne, na multitasking in vse, kar počnemo, enostavno se telo toliko navadi tega občutka, da nam ni več nenormalno in nam je normalno. In v bistvu peljemo, dokler nas res neki orang ne podre, a ne. Primer je čisto bom tako povedala, tudi recimo
za kavo, evo, jaz jo zdajle res dolgo časa nisem pila, in sem jo spet malo začela nazaj piti in čim sem jo večkrat zaporedoma, mislim, ke sem jo dalj časa, ke je nisem pila, sem videla, ke sem jo začela spet piti, šele takrat, koliko mi v bistvu ne ustreza. Da mi je pač No. res, ja, ampak ke sem jo skozi pila, jaz imam itak drugače ni za pritisk, tako da meni kava v osnovi nekaj ne škoduje in je bilo čisto normalno, ampak zdaj, ke jo dalj časa nisem pila, sem šele jaz ugotovila, da me vseeno nekako dela nervozno, najprej me hitro dvigne, pol v bistvu padec tisti in, a ne, hočem povedati, če tudi mi ne gremo nikoli v telo, da sprostimo, sploh ne vemo, kakšen Ne opaziš, ja. ne opaziš. In telo si res toliko shranjuje vseh, dogodkov, ke jih um jih, pametno pospravi stran, zaradi tega, ker ve, da ne more vsega tega skozi v bistvu procesirati, ampak telo pa ne. Ravno zadnjič mi je ena prijateljica, tudi sledilka, no, v glavnem pač sva tako lepo povezane, mi je glih rekla: "Zadnjič sem bila toliko dni prav žalostna, sem bila, sploh ne vem, zakaj." In potem sem slučajno majčkeno razmišljala, je pa taka tudi dosti tako, a ne, dela tudi na sebi, je rekla: "Se pa spomnila, da je točno 5 let od ene operacije, a ne, za endometriozo." In v bistvu je ugotovila, kako je telo se spomnilo tega dogodka 5 let nazaj in je zaradi tega samo tako prišla žalost, a ne. Ampak to ni nič narobe. To v bistvu telo začne s tem potem spuščati, ke mu mi dovolimo, ke zaznamo sploh, tudi če pa ne, pa samo naprej in potem Ja, se ja, nalaga, ja, nalaga, ja. nalaga, a ne. Tako da res, to se mi zdi zelo pomembno in čeljustni sklep je res prvo kot prvo. To je najmočnejši sklep v telesu in najbolj čustveni sklep. A res? Ja, najbolj, zato pač to je, kako naj rečem, če je tukaj stres, bo je po celem telesu pol tudi, a ne, to je ena stvar. Druga stvar je, so pač to pol tudi dokazali, prenese do 400 kil obremenitve, a ne. Dejansko toliko je zmožen. In kaj je v bistvu katera past, čeljusti se lahko zgodi, kar pomeni zakrčenost, nesproščenost, na koncu tudi nesamozavest, a ne, je to, da v bistvu, ke smo mi zakrčeni tule v ramenih ali pa po telesu, nas začne motiti, a ne, mi čutimo in bomo šli na masažo, a ne, zaradi tega, ker, koliko je zakrčen, toliko boli, da hvala bogu ne zdržimo dolgo in gremo. Ali pa delamo določene vaje. Medtem ko čeljustni sklep, ker je toliko bolj prenese vse, mi sploh več ne vemo. Mi sploh ne vemo, šele danes bomo naredile pol tudi eno, preverjanje pa malo, vaj oziroma par masažnih tehnik, da bomo sploh začutile svojo čeljust in bomo šele takrat lahko, videle malo, a ne, a je, saj večinoma je skozi malo napeto, a ne. Jaz od tolikih, strank, ki jih imam v salonu, pa če jih je 5% tako, ke pridejo izredno tako sproščeno čeljustjo, mehko, je to veliko. No, jaz Tega pred enim letom sploh nisem vedela, da imam čeljust. Mislim, in sploh nisem vedela, da je to, problem. Ko sem bila pa pri tebi na tretmaju, si mi pa rekla, a ne, a bova, sproščale čeljust, zakaj bi jaz zdaj sproščala čeljust? In pol kmalu po tistem, pa imam težave, a ne, tako da se veselim tretmaja in, kako bi ti rekla, a je zdaj teh bukalnih terapij, mislim, a se to je skozi bil problem, ali se to zdaj v zadnjem času več govori o tem, ali najbrž je bil skozi problem, ampak smo to potlačili, a ne? Ja, ampak verjetno je, sigurno je bilo, ampak jaz mislim, da je, ker tudi so delali raziskave, pač porast je, vedno več je tega, ne, to se zdaj dela že nekaj časa, tudi, te analize, in je vedno več zaradi tega, ker, to je tudi neizražena čustva, nalaganje, samo sprejemamo in mi dobivamo toliko impulzov več, kakor smo jih včasih. Včasih jih ni bilo, ti si imel, svoj tisti krog ljudi, služba, še mogoče malo radio okrog in to je bilo to in ni bilo toliko vse vpliva, a ne, danes imaš pa cel svet na dlani in to se tukajle Pa vse. bi rekla, da imajo podjetnice bolj, te težave? Ja. A veš, ke moraš vse Ja. moraš držati Ja, skupaj. ja. In to je Veliko je fucking naporno. in veliko je tudi tega, da ponavadi ti, ke imajo ful v bistvu na poslovnem področju veliko odgovornosti, pa to v levi strani bolj držijo tenzije, zato ker je pa tudi logično, ker je povezana s to yang močko energijo, a ne. Jaz imam na levi. A imaš? Ja, to je to. Tega je veliko, tega je tako
Tudi če bi to rekla, glede pa imam res ogromno strank s sabo, bi lahko rekla, da je med temi tudi, da je 70% jih ima, ali pa 60-70 na levi, 70 sigurno, pa ostalo potem desna. Ali pa recimo zelo redko se zgodi, da sta enaka, da sta leva in desna zelo uravnane, da sta približno enaki. Tega tudi zelo malo, vedno je, pač to pomeni tudi, ne, pol tudi sama drža, kako mi hodimo, kako dihamo. To vse vpliva in ponavadi vedno kompenziramo z eno stranjo, ne, potem tista v bistvu. Jaz sem bila zadnjič na masaži, terapevtski masaži hrbta oziroma ramen predvsem, no, ke imam težave, in pa gospa na koncu mi je še Bonovo terapijo naredila. In kaj mi je še naredila? Najprej mi je sprostila čeljust. No, vidiš. Ja, Ja, v bistvu je res škoda, tudi če delam, mislim, škoda, saj celo telo, ampak čeljust je v bistvu povezana vse do medenice. Vse do medenice. Dostikrat so v bistvu, ko so težave v medenici, je tudi tukaj izvora, ne, ker je preko fascialnega tkiva, je to direktno potujejo živci do tja dol, ne. In se v bistvu prenaša ta bolečina, tako da lahko celo v bistvu gre do stopal čisto zares, a ne, tako da včasih tudi, vem, da tudi s koleni je lahko, ne, imaš bolečino v kolenu, pa je povezano tudi zaradi tega, ker na eni strani toliko stiskamo, ne, tako da je res, pač čeljust je res, jaz mislim, da v sodobnem svetu treba res tretirati, pa ne napravim samo hoditi k tretmaju, ampak tudi sam, da pol delaš, ne, da tudi sam redno, da dobiš neko rutino zvečer, sploh recimo tisti, ki škrtajo z zobmi pa stiskajo čeljust, a ne, ponoči, te morajo nujno zjutraj, takoj ko se zbudijo, premasirati, da se to sprosti, da sploh čeljust, a ne, dobi malo tega gibalne mehkobe nazaj. Če pa recimo čez dan, a ne, bolj, je pa dobro je v bistvu zvečer in zjutraj, ampak če pa bolj čez dan, je pa po koncu dneva, a ne, da sprostimo. Zdaj, če je ponoči, je to malo težje, iz tega vidika, ker gre dosti za podzavestne vzorce, a ne, nekaj predelujemo, kar nismo mogli tako. Če je čez dan, se malo lažje zalotimo, ne, pa začnemo, a ne, ozaveščati, zaradi tega tudi vaje v obrazu toliko pomagajo, tudi pri tem, ker mi, ke enkrat začnemo to redno delati, mi začnemo čutiti svoj obraz, čutiš tule, ke se napneš, čutiš, kadar imaš tule težko, čutiš, kadar ti ustni kotički upadajo, ali pa ko imaš res napetost na čeljustnem sklepu, to čutiš, ne. Prej pa lahko nič ne čutiš, vse ti je normalno, zaradi tega, ker nimaš druge izkušnje, kako je lahko drugače. Zaradi tega se mi zdi, da je zelo pomembno. Je pa tudi tako, da so bile tudi leta 2022 narejene raziskave med anksioznostjo, stresom in motnjami čeljustnega sklepa in so ugotovili, da je res tesna povezanost. Tako da veliko ljudi, ki ima izgorelost, ima tudi težave s čeljustnim sklepom. pa je, a vsakemu malo poka, a veš, kaj mislim? Ja. Jaz sploh nisem vedela, da imam težave s čeljustjo, dokler nisem ugotovila, da ko tako naredim, da mi malo poka tule not. No, to ni v redu. To je še, To je že znak seksizma. Ja, zaradi tega bi bilo super, to se bova zmenila, pač, da res prideš na bokalno masažo, saj kakšnim je sicer tako, ljudje so vsaj taki, ke prihajajo ful odprti, ampak ja, kakšnim je pa mogoče prvič tako malo, a ne, neprijetna misel, da grem pač take rokavičke pa grem noter, ampak enkrat to sprobate, je tudi tak release, da pač pol naslednjič, ko me čakajo, da ima, zaradi tega, ker vejo, koliko, a na težje gre dol. Tako da to pokanje ni najboljše, ne. Ni zdaj nič, da bi strašila, a ne, da se marsikaj reši, samo ni pa to, ker to pomeni, da je v bistvu ta mišica, tulele gre, ne, toliko zakrčena, da v bistvu ne ponuja čeljustnemu sklepu tega lepega gibanja, da gre lepo ven, ampak poči. Ja, pa to je sploh možno popraviti? Seveda. Z redno samo masažo, z vami od obraza pa s tem manualnimi pristopi, ke jih potem tudi jaz, to je fajn pol par zaporednih narediti terapij in potem se vidi, kaj se zgodi, in nadaljuješ recimo doma tudi sama z določenimi vajami in potem se ohranja to, ne vem, na neki, ne vem, recimo en mesec ali pa 2 meseca, tako da, a ne, in se da orenk rešiti, pa ozaveščanje pa da se res zelo veliko, samo mora človek se pol odločiti, da bo to res delal, ne. Okej. Te puščam. Ja, okej, se pravi, to bi rada samo mogoče res predala, da
ja, zjutraj, zvečer, da malo prečutimo, kaj se dogaja. Drugo je pa, samozavest, če greva čisto na samozavest, pa na naš, na naš obraz, pa telesno v bistvu počutje, tudi recimo veliko stvari na obrazu, če mi nič ne delamo z obrazom, pridemo pred ogledalo in nam so se določena čustva naložila na obraz, in mi, ko pogledamo tisti svoj obraz, mi bomo videli vizualno samo nekaj, kar nam je grdo, pa bomo pol še bolj v bistvu bili, nas bo motilo, pa samozavest nam pade, ampak v bistvu ni sploh toliko zaradi, kar nas moti navzven, ker včasih tudi navzven še ni toliko vidno, ker to pol pride kasneje, ampak že od znotraj pa nekaj čutimo, In to je to, ko se določena čustva naložijo, in jaz pravim, da je to tako kot pranje zob, da res, tako kot tudi si ti ustvarila to svojo kozmetiko, da ni samo ono hitro naneseš, že to, ko naneseš, pa vmes lahko malo zmasiraš, pa malo se povežeš z določenim delom, pa spustiš, začutiš, to, da se za trenutek ustaviš na določenem področju, začutiš in karkoli pride, takrat samo predihaš in spustiš, in s tem lahko res delaš eno tako lepo čiščenje tako na redni bazi, tako da telo nam vse sporoča preko obraza tudi in zato jaz pravim, gubice so problematične takrat, kadar so res one zažrte noter, ke so vedno poglobljene, in se takole noter toliko zažre, da prav takole v bistvu stoji že koža, To ni, jaz ne bom rekla, kakšna grda guba, ampak jaz bolj vidim s tega vidika, katera energija se je tukaj zadržala, tukaj, rabimo malo mehkobe, malo pretočnosti, malo prekrvavljenosti in se to vse potem začne spet mehčati, in če delamo na tem, ne samo, da se bo tukajle tole pogladilo, kar naenkrat se bo izboljšala prebava, ker to je direktno povezano na primer z debelim črevesjem, prebava bo boljša, lažje bomo dali ven stvari, istočasno pa mentalno ali pa čustveno, lažje, kar samo bo prišlo, sploh še ni treba v bistvu niti iti mentalno razreševati določeno zadevo, tako da jaz bi rada samo to povedala, da samozavest se nikoli ne rešuje samo mentalno, okej, jaz moram biti tako postavljena, super je, da gremo v to tudi, na tak način, ker to nam še poveča pol, ker mi pa vse rabimo kot ljudje neko razlago pa nekaj, da razumemo, ampak včasih že preko določene telesne pozicije, nekaj, kar sprostimo, gre nekaj že ven, ke ne rabimo niti mogoče toliko vse analizirati pa razglabljati pa iti ne vem toliko v globino, Včasih pa ja, oboje, telo in to zelo globoko in potem je tudi reakcija, dobra na to, Tako da ja, to je res zelo pomembno. Kar je še zelo pomembno, zakaj samozavest, kdaj smo mi najbolj samozavestni? Takrat, ko smo v bistvu pretočne, sproščene, ke imamo dobro prebavo, ke imamo v sebi več kisika, in kdaj se to zgodi? Takrat, ke tudi mi, ke nam lepo deluje tudi živec vagusa, in živec vagus gre direktno tulele povezan med ušesom, čeljustjo pa vratom in gre potem vse do želodca, in mi avtomatsko, ko to delamo na tem, in zaradi tega smo kar naenkrat bolj polne energije in seveda bomo takrat bolj samozavestne. Tudi drža, ke mi se naučimo delati vaje, da smo odprte, ke nas učijo recimo komunikacija, neverbalna komunikacija, Mi se bomo čisto drugače počutili, če bova zdajle takole sedele, se ne bomo mogli isto počutiti, ali pa se bova odprle, pa bo vrat podaljšan pa sproščena čeljust bo čisto drugače vplivala na našo samozavest, kakor, Ja, itak, ja. In to so te stvari, ke so pač res ful pomembne in tudi, če imamo prebavo v redu, in ni samo vedno prebava, da ne vem, zdaj mi ne vem, katere dodatke vse jemljemo, ampak spet ta holističen pristop, Okej, ja, dodatke, katere, hrano seveda, ogromno hrana je pač tule res number one, ampak ni samo to vedno, Dostikrat eni tudi pravijo, se tako zdravo prehranjujem, pa kar ne morem, To je pol že veš, da ni samo na telesni bazi, ampak da je še na čustveni nekje, Tako da to so vse te stvari, ke vplivajo. Potem sproščanje sproščanje čeljust, ko sproščamo čeljust, pa vpliva tudi na v bistvu na zmanjšano mišično hiperaktivnost, kar pomeni, da ke je čeljust sproščena in pač ta živci, ke tudi obraznika grejo čez, se naučijo regulirati, se pravi, da se ne vklapljajo kar nonstop. Ker problem je to, recimo tudi tukaj, zakaj imajo eni take gube pa tukajle, okej, te dve gube, meni so fascinantni ljudje, ke imajo to čisto lepo odprto, prav tako, prav sem jim v navdihu, ampak je to vse skupaj. Eni so pač res
je zelo uravnana ta jetrna energija, istočasno ne mimicirajo, vse to vpliva, ne. Jaz priznam, jaz imam izziv, ampak ker toliko skrbim, imam to res vidim, da se mi tako hitro se mi popravi, a ne. Ampak jaz še ne bi ozaveščala tega, jaz bi to res toliko poglobila, sploh pa potem poleti, a ne, da začnemo čez stiskati, ker nam sonce svetloba, istočasno pa vse ostalo, kar vpliva tudi na to napetost in tako, ne, razmišljanje. Se v bistvu, a ne, je že naravno, ko v bistvu, ko se ti hočeš na nekaj fokusirati, ti telo zakaj odzove s tem, da stisne? Zato, ker hoče v bistvu sfokusirati na eno misel, a ne, in pritisne tudi na možgane, a ne. Kar je, a ne, mislim, dobro, a ne, zaradi tega, ker hoče res pomagati pri razmišljanju, ampak ja, ne sme pa pol, če pa to skozi dela, skozi ta živec, kaj se pa začne, ta gubica začne vedno globlje, 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 in pol se vidi, kako hočemo to zgladiti, traja dalj časa, moramo biti res, a ne, predane, zmasirati, delati vaje, namazati z dobrim oljčkom, da se to vse sprosti, a ne, in pač terja čas, a ne. Lahko pa vzamemo instantno rešitev, pa se nam to res pogladi, ampak moramo se pa zavedati, da v bistvu tisto, kar je benit, ne, kar je pod tem, ne bo odšlo stran. Vse bo ostalo, samo bo navzven bo zakrit. Tako da, a si res pol želimo tega, to se moramo samo vprašati, a ne. Poleg seveda stranskih učinkov, ampak okej, če to zdajle Zdaj si vzamemo. tudi na botoksu. Ja. Kako pa, prej sva se pogovarjali, a ne, da nobena od naju, kljub temu, da že po neki profesiji ne zagovarja, ker jaz zagovarjam naravno nego, ti naravne tretmaje seveda, ampak da nobena pač nikoli ne sodi, ampak kljub temu, a bi rekla, da lahko to, mislim, jaz, ko gledam te punce, saj mogoče pa kateri to prinese samozavest. A veš? Ja. Ampak ne vem nekako, a je to, to je bolj na površinski, ne vem, ne vem, Ja. koliko se zares vse pol lahko počutiš samozavestnega, a ne. Jaz mislim, da je to kratkoročna samozavest, pa sploh ne tista prava samozavest, to je tista namišljena. Ja, Itak vsi si itak nekaj namišljamo, neko persono tudi sebe, ne, vprašanje je, tako kot si mi predstavljamo, ali nas drugi dojemajo, ampak saj to na koncu koncev nima veze. Pomembno je, kako si mi mislimo. Lahko so nekateri, jaz tudi ne rečem, eni pač to res, mislim, in lahko to pomaga, zato ker jih mogoče takrat trenutno moti, ampak, prej ali slej jaz Skrbi mislim, pa ostanejo, ne, pač. ja, skrbi ostanejo, ostane tisto, nisem dovolj, ne. Ker jaz se pa v bistvu, ali pa ti, ali pa karkoli, ke začneš, kdorkoli, ke začne delati s sabo, glih včeraj sem se z eno skanko pogovarjala, ke je tudi začela z jogo obraze, in je rekla, je tudi malo mislim, starejša, ne starejša. Mojih let, ne. Ja, naših let, ni glih 20 let stara, no, v glavnem, ampak je rekla, jaz tako, ko gledam tiste, pač, ke si dajo te, vse te popravke, je rekla, jaz tudi sploh si meni so toliko všeč, ženske, ke so res v bistvu, že starejše, ampak so tako, sijoče, naravne, brez česar, meni je to tako in je to res, in v bistvu sem hotela reči, jaz sem rekla, lahko mi dajo tukaj ne vem kakšen nabor, Nataša, pridi, karkoli vzamem, naredi si, ne vem, da bo, meni enostavno mi je, vem, da to v bistvu dajem svojo vrednost mislim, sploh pač nekako se mi čisto ne sklada. In sploh nimam potrebe in me niti ne trigira in mi je to najboljše, Ja, pa ne. valjda ti nimaš potrebe, če si se nabotoksirala z jogo obraza, saj si, a veš, saj ti si cela natrenirana in lepa in kaj češ ti spremeniti? Ja, ampak ni fora samo, natrenirana, gre se bolj za ta notranji občutek, a ne, ker jaz tudi vidim, jaz pač imam gube, a ne, pustimo zdajle tulele na tej kameri, ke se nobene ne vidi, ampak, a ne, saj so, ampak ker je to pretočna guba, je to meni všeč, ker je to pač, ke vem, da je ta flow, a ne, to je to. Jaz se ne slepim, pa tudi ne želim si tega, da bi bila pa jaz skozi takole zategnjena. Tudi predstavljajmo si zdaj babice, da bomo vse, ke bomo babice, stare 70 let, da smo vse tam čisto nategnjene, kako je tudi otroku, ke pride do, a ne, tudi sebe si predstavljaj, da prideš ti k eni babici pa sploh
Ni to, razumem, ni. Če je pa ona še vedno sijoča, odprti, če njenim veznom, ki nam ga lahko da, to je to. V bistvu je ful lahko lepa ženska, tudi če je, Ja, tudi če je malo zgubana, tudi Ja. če, res. Ja, Itak itak. sraj je od znotri, a ne, in Ja. In to si želim, da nekako počasi, vem, da je ful imamo težko nalogo z Zukerjem, ampak mislim, da je opcija in ful verjamem v ta pozitiven izid s časoma enkrat, da res, da ugotovimo, da ponotranjimo, da to res ni naše, da to nam je res neka industrija dol pripeljala, ta ideal 20-letnice forever, a ne, ker zakaj bi sploh hotel biti 20 let star celo življenje, ker itak veš, da v bistvu kasneje, ko si, da nam je ženskam ponavadi boljše, ne, sploh če znamo skrbeti zase, pri 20-ih. To je ena stvar, druga stvar je, okej, to pa ne bi šla preveč v to, kdo to forsira pa zakaj, ampak to ni to sinonim lepote, biti brez gub, vsa napeta in to je to. To ni. In to moramo začeti spreminjati. ja, se strinjam. Evo, malo sva že šle, ampak nič hudega. Je prav, da smo dali to v prostor, kljub temu, da res pač mene to načeloma ne moti, mi je pa žal, da nekdo misli, da ni lep, pa daj vidiš slike, a ne, da je bil še lepši ali kakorkoli. Ja. Ampak to pa pol res posameznik. Jaz mislim bolj kot družba, da moramo mi vseeno začeti take stvari tudi zaradi tega, ker mora biti še drug pogled, ki ga zdaj skoraj ni več videti, a ne. Pol na koncu se pa itak vsak bolj, kar se mi zdi pomembno, da res vsi ti, ki imamo otroke, sploh ko imamo punce, pa tudi zdaj že na fante vpliva, mi imamo to nalogo, da jim bomo predali neke zdrave temelje. Te so še, mi starejši smo že vsaj imeli nekaj časa brezskrbnega nekega, ki se sploh nismo ubadali s tem tako, no. Zdaj se mi zdi pa, že ko se rodiš, skoraj že imaš že preveč gub, ne. Ali pa česarkoli, kar ni v redu, no, tako da, ja. Jaz bi še predlagala, da sprobamo majčkeno malo preveriti naš čeljustni sklep, par vajic, tako da bo vsaka lahko sprobala, pa da potem, da imamo eno tako prakso, ki je lahko za vsakič. Zdaj, ena točka, ki se je zelo dobro preveriti, kako se počuti naš čeljustni sklep, je direktno tukaj je mišiček zraven, tukajle. Vroči zraven. Vidiš? In daš na obe točke, lahko tudi še boljše, če vzameš palec, ki ima malo večjo površino, in daš noter in stiskaš. Ne takoj na vso moč, ker je res lahko ful boleče. Ponavadi začne kar peči, pekoče rata. Te boli. Ne? Kje držiš, daj da vidim, moraš dejansko tukajle držati. Okej. Super. Je super, če nič ne boli, zelo, zelo dobro. Mislim, zdaj malo že boli. Ja. In zdaj tukaj v tej poziciji majčkeno predihaš, a ne, in se malo povežeš, probaš čim bolj sprostiti telo. Narediš vdih in izdih. Vdih in izdih. Zdaj bomo pa dodali še jezik, ker jezik je tudi zelo povezan s čeljustjo, z živcem vagusom. Tako da narediš vdih in z izdihom počasi jezik potisneš ven in izdihuješ, se pravi tako vdih, izdih. In greš noter, bomo še dvakrat ponovile, vdih, izdih. In greš res z jezikom, kar gre do konca, in še zadnjič vdih, izdih. Od kave jezik. Ja, imaš od kave. Kaj čutiš? Meni je prijetno bilo, ker se mi zdi, da včasih, ko je napeto, ti paše neki pritisk, ne. Ja. No, tako je ponavadi na čeljusti, a ne. Kljub temu, da boleče, je prav tako, končno. In kaj je zelo pomembno tudi za
Evo, še to povem za samozavest pa za sproščenost telesa, je občutek varnosti. To je toliko tesno povezano s čeljustnim sklepom, znači živčni sistem, občutek varnosti in zaradi tega, ker nimamo občutka varnosti, smo mi dostikrat odprto telo, fizično, mentalno, čustveno in takrat ne more pol samozavest pride ta prava ven iz nas, a ne. In zdaj bomo pa še tako naredili, zdaj pa vzameš spet palca, greš pa tukajle, se pravi, če je ta vhod v uho, greš potem sem do te točke, ke čutiš tole lično kost gor. Okej? Okej? Prste daš kar takole na glavo gor, narediš vdih in z izdihom greš počasi naprej Kako do, naprej? samo tako dol se spustiš. Z Ja. prsti? Ja, s prsti, ja, se Aha. pravi vdih in z izdihom je, a ne. Tako namen. Zdaj bomo še dvakrat vdih. Izdih. Jaz rabim tudi že svojo Ti terapijo. hodiš noter tja? Ja, tudi hodim, ja. Evo, kar še enkrat vdih in izdih. Okej. Zdaj pa še A pol čisto konec. bodejo pri tebi kaj ženske? Ja, pa zaspijo pa. Ful me je zanimivo, da kakšne mi celo na čeljustnem sklepu zaspijo, medtem ko imam jaz noter roko, zaspijo. Tako ful zanimivo. Okej, zdaj pa še zadnjič, zdaj vzamem pa vse členke in gremo direktno med zgornjo in spodnjo čeljust, to je tulele. Ki prideš s členki, a ne, se pravi takole, takole, okej, narediš A, jezik daš na nebo in narediš z izdihom počasi odpiraš A in potem bomo šle takole dol, okej, se pravi vdih, jezik na nebo, izdih. Kar do konca greš, do konca. Do konca, okej. Ja, še dvakrat vdih. Izdih. Oh my god, to pa boli. Ful greš dobro, to bi samo rada povedala, ke hitro kakšna vidim pol narobe začne delati. Dejansko ta mišica je tukaj, se pravi takole gremo dol, tako klasično tukaj ne gremo tako pol dol, ne. Zadnjič, vdih. In izdih, jezik na nebo. In tukaj smo lahko že zavestni, a ne, katera je bila težja stran, leva, desna, ali je bilo isto. In potem vedno, če pretresemo to čeljustno mišico, odpreš ustnice, zato ke se ta mišica rahlo zmehča in treseš. In to recimo zvečer po dolgem dnevu je to ful dobro narediti. In čisto še za konec dajmo to narediti, ke smo zdaj mičkeno dol potegnile, damo palca sem, ostale dlani daš na čelo med obrvi in greš v bistvu potem res kar močno noter, močno greš palca noter. A vidiš? Mišico premikamo. Takole, vidiš? Vse do ušes. Pritiskaš noter. To je dobra vaja. To Dobro, je a dobra vaja. Ja, ja, gremo še vdih. Izdih, pelješ, pritiskaš noter na čeljustnem loku in potem gor proti ušesu. In sprostiš in še zadnjič. Vdih. In z izdihom pelješ. Res, ne samo po koži, bistvo je, da ujameš mišico. Pa tule sem se jaz malo pol, preveč mi je šlo. Ja, ke imaš gor malo krene pa V to, ne. bistvu sploh nisem vedela, da bom mogla jaz delati kaj. Ja, glej, malo so ampak evo, zdaj kakšen je občutek? Ja, A je kar malo, a ne? ja. Pa smo naredile nič skoraj še. Res. To je, a ne, ampak hitro pomaga, a ne. Tako da ja, jaz bi mogoče s tem, zaključila, a ne, da res, vedno bolj ozaveščamo svoje počutje, dih, ne, dih nam ful pomaga. Predihamo že samo, ke malo zapremo oči pa začnemo malo predihati, pa gremo, kako se naša čeljust počuti, pa malo odpremo. Pa počasi naredimo. Ne ono hitro, ne naredi tega. Počasi. Rahlo odpreš.
pa malo potreseš, telo začutiš, prsni koš, kako je. Če čutiš, da si res pod stresom, a ne, je fajn, da si daš kakšno podporo, a ne, vabljena k meni ali pa kamorkoli, tako da res to, a ne, vsak naj najde zase neko podporo, ampak res je vredno, ker takrat dobi telo potem informacijo, ta pulz, kako je lahko, in takrat se lahko začne pol tudi sprememba. Ali pa tudi z jogo vraza. Se ti dotakneš tudi ramen? Ja, vedno, obvezno. Veš, jaz delam od tukaj naprej, vse take, limfni sistem, zadnji, vrat, tako da v bistvu, in potem, če na koncu povežem, v bistvu čez stopali, tako da mi vsaka pravda v bistvu počuti se, da je bila na celem telesu, a ne, da se cel telo, sploh ni bistvo samo obraz, ne, vse ostalo, kar je še zraven. Tej meni je zadnjič, ko sem bila po dolgem času, no, na tej masaži, ki je na koncu delala, mislim, in čeljust in to in bolnovo, je preverjala stopala in je rekla, okej, zdaj sta pa enako dolgi. Pač noro. Ja, ker v bistvu se pravi, ko je zategnjena, a ne, čeljust skrajša dejansko nogo, ne. Noro. Ja. Noro, ja, tudi se pravi, povezava, tudi tok vrat ramena, kar se pri meni dolgo let že vleče, je v bistvu vplivalo na to čeljust, a ne. Se pravi, je ta povezava in pa ta Lahko je tudi obratno, ne, lahko je v bistvu tukaj izvor pa ti vpliva. Aha, okej. In pa ta povezava, držim vse skupaj. Ja, to je A zelo ne? povezano. Ja. In to se mi zdi en tak lep opomnik danes, da malo pogledamo v svoje življenje, a ne, kje da nam ni treba ves čas delovati, dosegati in biti na voljo, ampak da se spomnimo, da lahko malo naredimo drugače, in jaz sem ugotovila, da delujem bolj iz tega, da hranim svojo energijo in rečem tudi kdaj ne, ker enostavno vem, da se pol v telesu ne bom dobro počutila, če bom šla preko tega. Točno to. Točno to. Se pol vedno na koncu izstavlja račun kasneje, ne, če takrat rečemo. Pač telo pač nam to pol da jasno vedeti. Pa tudi to mogoče zdajle si me čisto spomnila na to, ko si glih omenila, a ne, da si dovoliš bolj sebe slišati pa reči ne. Tudi to, a ne, več mehkobe moramo ženske iskati. Čeprav govorimo, ja, ženske so zdaj veliko bolj emancipirane, čeprav se vidimo, saj se tudi zelo hitro lahko ke hišice iz kart podre, ampak ta ženska energija zdaj še ni prava ženska energija, to je čisto moška yang energija, in vse smo zdaj naučene v tem delati, ne, produktivnost, efektivnost, analitičnost, vse to, v bistvu pa primanjkuje tako ženskam kot moškim ta res intuitiven ženski pristop, gibanje. To nam manjka in v bistvu jaz se probam tudi med vajami, ke jih delam, recimo, ker so drugače te vaje lahko zelo take močne in jaz tudi druge učim. Ene so sploh take, ke hočejo ful rezultate pa grejo na polno noter, ne, ampak jaz vedno tako, daj dihaj, in v tej v bistvu strukturi jasnosti, ker je itak vedno pomembna oba pola. Meni, jaz skozi to gledam, skozi to yin yang energijo, ke se mi zdi, da je tako najbolj naravna in logična v bistvu razlaga. Je tudi v tej, ke si ti res v strukturi jasnosti, dvigu, se pravi, res v tem, išči mehkobo, skozi išči mehkobo, skozi si to, skozi popravljaš, malo nežno, ne, in tako tudi vsem mislim v življenju bi moglo biti, ne, na drugih področjih. Tudi meni se vedno v meditaciji velikokrat, ko iščem neko bolj moč in tako, ti imaš mehko moč, ne. Ja, to Daj ja. to imej, to vzemi. Ja, točno to. Točno to, tako da to se mi zdi, da, a ne, saj oboje rabimo, ni nič eno boljše pa drugo slabše, nič ni, ampak ni pa dobro, da eno prevlada, saj tudi, a ne, samo lahko rabimo tudi valjda jasno strukturo, vizijo, tako da nas pol, ne, ampak ja, to v bistvu skozi se igramo malo, pa iščemo, kje je tisti naš optimum pa naše, a ne, tako. Zato smo pa res individualne, vsaka je zase lepa, iščemo pri sebi, ker potem
nam tega nikoli ne morejo vzeti. Ja, to Če je pa res. nekdo drug ponudi, daj to vzemi, ker boš tako, pa ti bo pa vzel, ali pa kakorkoli zdaj, to je zelo metaforično vzel, kaj si pa pol? Mm. Ne, tako. Ja, ja, ja. Hvala, draga Nataša, za to jasnost in Tebi. za tudi te aha momente. Tudi ta občutek varnosti je bil meni aha moment, ko sem že prebrala v opisu, a ne, koliko je res to, da če je čeljust napeta, pa pri meni je velik del mojega življenja bilo tole napeto, kako pravzaprav telo nima občutka varnosti, a ne, in če ni te varnosti, je tudi naša nesigurnost, večja in, ja. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala ti in naslednjič imamo tudi eno čarobnico, malo o tej ženski energiji, maternici in tako. Tako da, se vidimo in, ja, smo na vezi. Pa, lepo Hvala bodi. za to vabilo. Čao, čao, Adijo, čao, čau, čao. čau.